Pol kot kurator moram jaz najprej napisati 2 odstavka, kjer opravičujem sploh razloge za to razstavo, pa se pa lahko šele lotim razstave. Če je pregledna razstava o nekaj posebne Ok, ajde, če je pregledna. Vidva sta si sama zbrala to razstavo za take vrste obravnavo? Razmišljala sva, da bi bilo fajn tudi kakšno razstavo v Cukrarni pokrit. In pa sva razmišljala, Katero? pa da bi bilo mogoče fajn pol par artistov. Se pravi, to je v bistvu vajna izbira. Ja. Okay. Nek Abrahamsberg recimo pride, če mu plačaš, ne? Pa posname, ne? Ne, Cukrarna nama nič ne plača. Disclaimer. Razen prej sva dobila en espresso tonik. Ne, se cool, se super. Mislim, sam tako mal... Pač, a veš, to je fora, ne? Jaz se zdaj pripravljam na eno kao pregledno razstavo in imam nek svoj izbor narejen in že vidim. Kot kuratorka. Ja, in že vidim, kako bo en Jernej prišel, pa bo bil tako. Meni pa ni všeč, da ni razloženo, po katerem ključu je ta izbor. Sorry, jaz kot kurator sem tudi ustvarjalec, avtonomen na tem področju, da lahko naredim izbor in mi ga ni treba nujno opravičevati. Ti ga lahko kurcaš, ampak meni ga pa ni treba a priori vnaprej opravičevati. Ja, v bistvu refleksija bi lahko šla v to smer, kje se počutijo pol te, kje pa cikne. Po mojem je pač pri takej zadevi, ki se gleda, je pregledna. Pa ni. Ni pregledna. A sploh lahko narediš pregledno razstavo? Ne, mislim, 15 štukov bi mogla imeti Cukrarna. Ok, dosti. Kolaž se mi zdi, da je tudi zaradi tega je tako kul, ker je narejen iz nekih podob, nekih objektov, nekih stvari, ki smo jih v bistvu že mogoče kdaj videli, ne? Zakaj imam rit od cerkve klele zdaj, ne? To so prava vprašanja. Ja, tako ful zanimiv. To so prava vprašanja. Iščeš svojo paro, pa si tako prepoznam jo od odspredi, ne? Ne od zadnji tam. Kako bi rekel, sintetičen kubizem, ki je prostorske ploske površine uporabljal za definicije prostora in interpretacije. Pol je Pregl delal kolaž, pol je Stupica 1979-85 delal kolaž. Stepančič je delal 1928 fotokolaže in je tipičen za Slovenijo čist skozi, da je že hermetičnost, ta zaprtost. Furajo avtobiografijo in iz nje delajo kapital, razumete? Mislim, ta špura v artu mi preseda in se mi zdi patetična. Pač ni vsak naključje, pa vsaka napaka nekaj, kar je treba završiti, ampak velikrat se pač iz tega tudi naučimo oziroma mogoče naredimo še nekaj bolj, zato ga nam neko drugo sfero pokaže, sprav neko drugo plat, na katero nismo nikoli pomislili, ne? Kaj pa imaš pol, pa imaš pa strukturalizem, pa en kup teh intelektualcev, ki ti govori, kaj je umetnost. Za mene je kolaž bila metoda dela, ne toliko vezana na ta izdelek zares, ampak na način organizacije tega materiala, da je ta podoba razbremenjena tega patosa. Mi se pogovarjamo o kolažu, o asemblažu, o vseh teh možnostih plastenja. Nekdo, ki se ukvarja s tem, pozna širino tega, pozna nianse, ampak nekdo, ki pa ne pozna tega, pa za njih je to najbolj pomembna razstava. Cukrarno pregledne razstave nudijo veliko možnost, da se nečesa o umetnosti naučiš. Drage poslušalke, dobrodošle v 2025, v prvi redni epizodi 4. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Današnja epizoda je posvečena skupinski razstavi Plastenja, ki ostaja na ogled v ljubljanski Cukrarni vse do 13. aprila. Razstava zajema dela izbranih slovenskih ustvarjalcev vseh generacij, ki so tehnike kolaža in asemblaža uporabljali v časovnem razponu od konca 70. let do danes. Ker je na razstavi cel kup fajn umetnikov, sva z Jernejom naredila naključno ali pa manj naključno selekcijo 6 avtorjev in avtoric, s katerimi smo pokramljali o njihovih delih na razstavi in umetnosti nasploh. Z nama se bodo pogovarjali Maja Babič-Košir in Nevena Aleksovski, Žiga Kariš, Alenka Pirman, Maruša Štibelj in Tugo Šušnik. Dotaknili se bomo tem sodelovanja, življenja in dela v tujini, kraju umetnosti, cerkvah, domačih albumov, o cenzuri, o lulikah, iskrenostih, letalskih združbah, LSD-ju ter nasplošno predalčkanju umetniškega ustvarjanja.
Plan je bil z vsakim poklepetati cirka 25 minut, kar se je seveda zavleklo, tako da je padla odločitev, da epizodo razdelimo na 2 dela, da bo malo lažje poslušati in slediti. Naj še omenim, da Cukrarna ne sponzorira te epizode, konstruktivno disanje in udrihanje po razstavi je torej legalno, iskreno in zaželjeno. Nam je pa prijazno omogočila, da snemamo v njenih prostorih, tako da najlepša hvala Cukrarna za plac, štrom in espresso tonik. Torej, poslušate Kritiški posladek, podcast, kjer klepetamo o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. Omenjene razstave in avtorje bova polinkala v opis epizode, če vam je všeč in zanimivo, kar delava z Jernejem, nama dajte na Buy Me Coffee šenkat kofein. Še zmeraj izbiramo za stojalo, da ni treba meni držati mikrofona skozi rok. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posed. Posladek. Prva v vrsti z nami je Maruša Štivelj, lepo pozdravljena. Torej, Maruša, tvoj primarni medij ustvarjanja je prav kolaž. Tvoji kolaži so, če na hitro pogledamo in poenostavimo, zelo basic kolaži, to, kar ponavadi razumemo pod besedo kolaž, torej izrezane podobe na papirju, sestavljene skupaj v neko novo celoto, kompozicijo, pomen. In takšna dela so zdaj tudi na razstavi Plastenja v Cukrarni, torej dela iz serije Melanholija pod površjem. Mogoče, če samo par besed o tej seriji in zakaj si se odločila na razstavi predstaviti prav to serijo? V bistvu smo to serijo, ki je predstavljala Cukrarni, izbrali skupaj z kuratoricama. Jaz v bistvu v večini v osnovi delam kolaž na platnu, medtem ko ta serija so v bistvu manjši kolaži na papirju. Ta serija je mogoče interesantna in tudi predstavljena na tej razstavi zaradi tega, ker znotraj tega, ker jaz ponad uporabljam odrezke iz starih revij, starih časopisov, neke stare odvržene papirje, tapete, medtem ko v tej seriji sem se pa v bistvu tudi takrat, ko sem jo začela delati, in to je bilo leta 2020, med korono, sem pa prvič v bistvu posegla po nekih najdenih objektih. Se pravi, nekaj, kar sem v bistvu po tolikih sprehodih ob različnih slovenskih rekah, sem se sprehajala in sem v bistvu nabrala veliko odvrženega materiala, ki je mogoče že nekje prerasen, mogoče s travo, nekje že zelo dolg časa noter v reki, pa je že reka nekako izoblikovala to, se niti več ne vidi, je to nek lonec, je to neka posoda ali je to mogoče neko kolo. In sem v bistvu takrat med korono začela nabirati te objekte in se odločila, da zakaj pa jaz ne bi v bistvu to združila z papirjem in s temi odrezki. Tako da sem v tej seriji v bistvu na nek način najprej začela uporabljati ta material. In se mi zdi, da so ta dela predstavljena na tej razstavi tudi prav zaradi tega, ker mogoče ni samo 2D slika, ampak gre na nek način, kljub temu, da je ukvirjena, gre vseeno v nek prostor. To se mi je zdelo zanimivo, ker v resnici je tako kot neka kompozicija na steni, več manjših formatov, kakor v nek oblak postavljena. In če želiš zares videti te predmete, material, ko si ga zdaj omenjala, moraš res stopiti malo bližje, ker oddaleč mogoče res to že malo liči, da je neke vrste papir, pa prideš zraven, pa vidiš, da je neka zarjavela konzerva sploščena. Ja. In tudi se mi zdi, da je zanimivo v tej seriji je to, da v bistvu te koščke, ki sem jih noter komponirala, ki so po večini v taki obliki, kakor sem jih najdla. Zelo malo sem v bistvu posegala v ta material noter. Se mi zdi zanimivo, da v bistvu mogoče na prvo žogo niti ne veš, kaj so ti objekti bili, ampak mogoče pa, ko nekaj časa gledaš, ne vidiš sam, se pravi, mojo vizijo tega koncepta, ampak vidiš tudi, kaj v bistvu ki izhajajo ti objekti. Je pa mogoče en del na tej razstavi, ki se meni zdi zelo pomemben, pa ga nikoli nisem izpostavila, oziroma tudi ne izpostavljam dosti to, pa se mi zdijo pri mojih delih zelo pomembni, in to so naslovi. In tudi na tej razstavi, glede na to, da je kompozicija 17 del iz serije Melanholija pod površjem, se pravi, to je samo del te serije, potem obstajajo še druga dela, je pa to, da tudi kljub temu, da je to ena kompozicija, lahko bi bilo to tudi kot eno delo predstavljeno, ampak ima v bistvu vsako delo ima tudi svoj naslov. Te naslove pa ponavadi velikokrat dobim na zelo podoben način, kot delam kolaže, se pravi, v bistvu delam kot neko cut-out poezijo, ampak cut-out besede, in preko tega v bistvu na isti način tudi iščem naslove. In se mi zdi, da tudi naslovi so se pravi,
ljudje pogledajo moje kolaže, si lahko predstavljajo nekaj svojega, se mi pa zdi, da pač je pa zdaj še nekaj dodatno, ne, da mogoče potem, ko preberejo naslov, pa vidijo tudi neko mojo vizijo oziroma mojo vizijo, njihovo vizijo pač združiš pač v nekaj. No, tako da. A bi rekla, da ker je naslov serije Melanholija pod površjem, da gre za tako bolj prvoosebno, čustveno, mogoče celo malo tako melanholično vsebinsko gledano serijo? Ja. Mislim, predvsem sem hotela to serijo pač pokazati o tem, kako je tudi v našem umetniškem ustvarjanju melanholija pač zelo pomemben del, se mi zdi, pač vsakega ustvarjanja, ne, zato ker tudi melanholija ti ponudi nek prostor in čas za samo refleksijo, kar pa se mi zdi, da je sploh pomembno, ne, sploh v delih, ki jih delaš, da pač lahko samo refleksiraš in sebe in družbo, ki je okoli nas. In pač ja, melanholija se mi pa pač ne zdi samo, če ji pač vedno damo nek žalosten pridih, se mi pa zdi, da pač se iz tega lahko rodijo tudi zelo mogoče ne žalostne, ne melanholične, ampak pač neke nove, boljše stvari. No. Tako da je tudi v neki žalosti lahko veliko lepega in to tudi pač velikokrat pozabljamo in tudi pozabljamo na to, da pač je žalost tudi ena stvar, ki se mogoče premalo ukvarjamo v svojih življenjih, no pa je to pomembno, pa nas to pač tudi v bistvu včasih izoblikuje, no, tako. Kaj pa bi rekla, glede na to, da je kolaž res tvoj primarni medij in da ti je res blizu in da ga res obožuješ in se z njim primarno in skoraj ekskluzivno ukvarjaš, kaj zate pomeni kolaž oziroma kaj je tisto, kar te pri kolažu najbolj pritegne in na kakšen način si potem prišla do tega svojega zdaj čist likovno-vizualnega stila, kjer mogoče prevladuje bolj ta monokromna barva, te pastelne barve, ČB, ne, torej črno-bele podobe človeških figur, zelo rada imaš kakšne oči posebej, kakšne dele telesa, obraza, roke, take stvari. Nekaj že izhaja iz samega materiala, ki je na voljo, ne? Tako da pač mogoče tudi zaradi tega pač so velikokrat pač seveda vklopljene neke figure, ker pač po teh starih revijah, ki so, ponavadi uporabljam 60, 70, 80, so tudi kakšne pač modne revije, ker je več veliko figura, ne, in že iz tega stališča pač je že sam material, tudi ta črno-bela, pa to je že v bistvu sam material, ti nekako narekuje, kaj boš ti naredil, ne. Kar se mi pa zdi pri kolažu, zakaj me je to pritegnilo, ne, mi je v bistvu način dela, ker se mi zdi, da je zelo, kako bi temu rekla, ne linearen, oziroma zelo kaotičen, oziroma moraš pač na nek način je. Zdaj, če čisto poenostavim, kaj me pri kolažu všeč, je to, da je zelo igrivo, ne? In da v bistvu je na nek način je, kot da bi se igral z nekimi puzzlami, a ne? Se pravi, čisto seveda na neki drugi stopnji, a ne? Pa z neko vsebino, ampak princip je pa ta, ne? In da različne stvari daješ ven izmed njihovega konteksta, ne? In daš pač nek nov pomen s tem, kad združiš z neko drugo stvarjo, ne? In to se mi zdi, da je pač na nek način to, kar zdaj tudi živimo, ne? V tem svetu, ki živimo, ne? Je to, ta neka kolaž v bistvu. Tako da zakaj vztrajam pri kolažu, se mi zdi zaradi tega, ker ponuja toliko možnosti in se mi zdi, da, ko sem enkrat odkrila, da lahko kolaž pač se pravi, predstaviš kot ilustracijo, lahko porabiš v animaciji, lahko povežeš z glasbo in s pisanjem, recimo tako kakata od poezija, recimo, da pač besede, poezijo, ki jih delaš na isti način kot kolaž, se mi zdi, da ima toliko enega potenciala, ne? Ka pa mislim, da se zelo težko, da se bo ta potencial kaj znižal, kaj če zvišal, glede na to, da živimo pač v potrošniškem svetu in glede na to, da živimo v svetu, ki pač je prenasičen s stvarmi, tako da jaz mislim, da dokler bo tako, pač bo tudi pač kolaž se težko, kako se temu reče, izpoje, no. Na nek način mi je pa kolaž tudi to, da ga lahko zelo, mogoče čist nek ta kaos, ki ga imaš mogoče v glavi, in potem, ko ga daš ti ta kaos v glavi, združiš s kaosom iz nekih revij, nekih najdenih predmetov, čisto naključnih, daš v nek red, ki ima pač nek smisel, kljub temu, da na začetku mogoče se ti zdi čisto neurejen, ampak je v bistvu urejen kaos. In na nek način si tudi kot umetnik svoje misli, zamisli, čutenja nekako tudi na tak način lažje obrazložim, no. Da bi celote svojih misli. Potem rekla, ko recimo snuješ kakšen ta svoj pis, a se ta, ne vem, kompozicija pa recimo oblikovanje, je to neko načrtovanje ali to bolj organsko sestavljanje iz kaosa? Ko iz kaosa nastane neka urejena celota, a je to zelo premišljeno, načrtovano, večkrat preverjeno ali se to potem dogaja zelo organsko, sproti, intuitivno? Ja, jaz bi mislila, da pač je mogoče začetek manj intuitivni, ker razmišljamo o nekih tematikah, se pravi tematikah, ki me zanimajo, ne, oziroma tematikah, ki pač bi jih rada pač dala na ogled publiki, se pravi, kaj bi rada povedala, ne, in potem, ko se pa enkrat lotim, je pa
Se pravi, pač preberem veliko, pač raziskujem in potem, ko se pa enkrat lotam, pa vsem pustim ta proces tudi neke spontanosti, pa nekih naključij, ker se mi pa zdi, da je tudi pri kolažu pač ful velik del so ta neka naključja ali pa mogoče napake, ki misliš, da so napake, ampak jih skozi kolaž v bistvu spremeniš v nekaj, kar je v bistvu, ja, sej tako bi moglo biti, ne. Pač ni vsak naključje, pa vsaka napaka nekaj, kar je treba završiti, ne, ampak velikokrat se pač iz tega tudi naučimo, oziroma mogoče naredimo še nekaj bolj, zato ga nam neko drugo sfero pokaže, se pravi neko drugo plat, na katero nismo nikoli pomislili, ne. In bolj kaj intuitivno delaš, ne, bolj se take stvari lahko dogajajo, ne. Zdaj, če imaš ti zelo začrtano, ne, ampak pri kolažu nikoli ne moreš imeti prav začrtano, ne. Zato, ker tudi če si jaz naredim skico, pa si rečem, ok, pa deva zdaj tako zelo banalno, hruška, slon, žirafa bojo na tem kolažu, ki bojo sporočali, ne vem, to pa to, ne, in potem greš čez material in v tem materialu jaz ne najdem slona in ne najdem žirafe, a ne. Hočem pa sporočiti pač neko misel, a ne, ampak zdaj v tem trenutku, ker nimam kle, moram jaz razmišljati na drugačen način, kaj je še nekaj, kaj lahko namesto slona, kaj lahko namesto žirafe, ne? Pa pač, da povežeš v ta koncept to, kar si hotel povedati. Ne? Včasih se pa zgodi, da pač začneš z neko mislijo, z neko tematiko, ampak se ti vmes, zaradi te intuitivnosti totalno obrne in mogoče včasih tudi spremeniš koncept zaradi tega, kar pa ni nujno slabo. Včasih je še boljše, zato pride mogoče še mečkam bolj iz tebe. Kaj pa potem pri digitalnih kolažih, kjer si mogoče vsaj glede iskanja motivov, naprimer, manj omejen, ker lahko pač samo pač pogooglaš žirafo in slona in potem najdeš točno takega, ki ga hočeš, pa ga pol znotraj nekega programa obračaš, spreminjaš, narediš zrcalnega, spremeniš barvo, take stvari. Koliko recimo se tega sploh poslužuješ? Digitalne kolaže sem jaz mogoče začela delati, jaz bi rekla, da je kakšnih 5 let, 6 let recimo. Zakaj sem začela z digitalnimi kolaži? Zaradi tega, ker sem v enem trenutku, ne vem, so me prosili za neko CD cover, za neko knjižno naslovnico, mogoče za neko animacijo in sem ugotovila, da v tem sklopu je pač, ja, je veliko bolj, če delam digitalni kolaž, ki je veliko lažje ga manipulirati in spreminjati, ne? Čeprav ne moram reči, da mi je to bolj všeč, kot pa analogni kolaž, ne? Tudi v teh možnostih, ki si rekla, greš na splet in imaš možnosti neomejeno, res je, pač neomejeno možnosti je, ampak to pomeni, da je tudi odločitev več. Odločitev, ki mogoče včasih niso niti stvar kreative, ampak so samo pač neke odločitve, ne? Ker zdaj, če jaz delam analogen kolaž, imam, ne vem, en kup revij, pa imam tukaj nekaj odpadnega železa, pa imam pač tam neke, ne vem, tapete stare, ne? To je ves material, ki ga imam. Se pravi, iz tega moram jaz to misel, ki jo hočem predati, iz tega moram narediti, ne? In se odločam samo znotraj tega, ne? Na spletu pa vemo, da imamo milijon stvari, ne? In ti lahko vzameš enega slona, si rečeš, ok, samo hočem, da je ta slon siv, mora biti roza, ne? In najdeš tega roza slona in daš roza slona not, ampak lih pri temu se potem ta naključnost, pa ta mogoče, da pogledaš na drugačen način, se kle zgubi pri digitalnemu, če mene vprašaš, no. Tako da pa tudi pri digitalnem kolažu pač zgubiš mogoče to neko teksturo, ki jo pač imaš pri analognem, no, že čisto na pogled, ne. Ampak ja, za digitalne oblike, se pravi za to, kar sva rekli, za neke naslovnice, za neke animacije, pač za neke podobe nekih, ne vem kaj, festivalov, dogodkov, gor dol, je pa se mi zdi digitalen kolaž pač več kot super pač. Pri teh analognih kolažih, ne, ko govoriš tudi o teksturah, to recimo sem te hotela vprašati, ko delaš pač neke kolaže, ki so pač, ne vem, iz papirja, pa so majceni pa tako, ampak v glavnem se ti tudi ukvarjaš s temi večjimi formatnimi kolaži, ko v resnici na dalec gledajo kot neke slike, pa prideš zraven, pa vidiš, da je v celoti kolaž in tudi deli, ki izgledajo, kot da so nekako naslikani, so v resnici splasteni, ne, z različnih materialov, prej si mi omenjala različne prtičke ali pa neke stvari, ki potem puščajo barvo in potem to barvo znotraj materiala ti v resnici uporabiš, tako da v resnici se ne greš slikarstva, je pa stvar še zmeraj na nekem velikem platnu, ne? V bistvu gre za nek tak zelo specifičen piece of art. Na kakšen način se pa potem teh stvari lotevaš, na enak način ali je mogoče tukaj stvar malo bolj kompleksna, glede na to, da imaš noter zelo velike podobe kolažirane? Zdaj, če se pač usmerjala, se pravi na analogno, pa recimo to, kar imam predstavljen v cukrarni, ne, ki so pač manjše podobe, ne, tako kot si rekla, pač manjše neke sestavljene podobe na papirju, ne, se pravi, papir ti vse do neke mere pač omogoča nekaj, ne, medtem ka platna sem kasneje ugotovila, ker jaz sem začela z manjšimi kolaži in zdaj pač skozi na večji, zato ker se mi zdi, da pač imaš skozi ali več zapovedati, oziroma da vse nekako včasih so z večjo sliko tudi dobiš malo drugačen efekt, no. Ampak ja, ko sem enkrat začela na platna jaz to dajati, sem ugotovila, da v bistvu na platnih
lahko dosežem v bistvu več plastenja, a ne, zato ker je pač tudi kot podlaga malo bolj trden, a ne, in ker lahko dejansko delam plast na plast, in se igram z, recimo, ko sem začela delati kolaže, sem delala v večini iz teh starih prtičkov, ki so jih naše babice zbirale včasih, a ne, pa so bile vedno založene v nekih pač predalih, pa sem jaz ugotovila, zakaj pa ne bi jaz v bistvu to, kar je zdaj v predalih, pa kar nočemo stran završiti, zakaj ne bi uporabljala jaz to kolažu, sploh, ker sem videla, da ima pač en prtiček 3 plasti, da srednja je pač neka transparentna, ne, in ko sem enkrat gotovila, da v bistvu lahko plastim te prtičke in da zraven lahko k temu plastenju dodam še nek krep papir, ki se o dotiku z vodo razbarva, da s takim principom lahko v bistvu ustvarim kolaž, ki mogoče nadalje deluje, tako kot si ti rekla, slika, čeprav v bistvu je v osnovi res čisti kolaž, ne? Se pravi samo rezanje pa lepljenje, ne? Zakaj pa sem se posluževala tega na začetku, se mi pa zdi zaradi tega, ker sem imela malo občutek, da kolaž kot sliko mogoče včasih velikokrat, mogoče malo podcenjujemo oziroma razvrednotimo, tako se nam zdi, da pač je nekaj naslikan z barvo, je to pač slika, če je nekaj kolaž, je pač... Slika ima nek višji status. Ne? Ja, kljub temu, da je tudi pri kolažu, se je treba pač ukvarjati z kompozicijo, se je treba z barvo, s tem, da pač, tako kot ti tam namešaš barvo, moram jaz pač skozi vse revije jeti, pa najde ta prav material, ki ga združim, da pač ima nek efekt barve. Tako da sem na začetku v bistvu se sploh še malo bolj tega držala na platnih, da dejansko je kot neka slika. Mogoče te velike podobe, kako pa to, ker te pa recimo verjetno ni iz revine? Ja, mogoče še do kakšnega leta nazaj, sem se izključno tudi, ko sem delala na večjih platnih, posluževala res samo originalnih podob iz revij. Se pravi, nisem nič, da bi natisala na večji, ker sem se vedno bala, da bom mogoče se preveč ponavljala. Ker ti enkrat nekaj natisneš, lahko potem še enkrat natisneš, pa še enkrat natisneš. Medtem, če ti vzameš nek 3 cm odrezek iz revije, je to in ne boš več istega najdel, definitivno, skoraj ziher, da ne, razen če bo to neka reklama, pač 80-ih, ki je bila pač v vsakem cajtangu. Zdaj pa pač ko sem šla tudi spet še malo na večja platna, sem pa ugotovila, da mogoče nekatere dele pa pač ni tak problem, če jih pač povečam, pa pač to v bistvu povečavo tudi noter vključim v platno, ker pač vseeno je že toliko let, ko delam kolaž in verjetno sem tudi ratala malo bolj suverena in pač se ne bojim več, da se bom pač ponavljala preveč. Tudi moj način kolaža, sem v bistvu takrat, ko sem začela s kolažem, se pravi zaradi neke notranje potrebe, nisem niti raziskvala nekaj naokrog, kaj kdo dela, kje dela, koliko je tega kolaža gor dol, ampak sem delala. In pač nekako vedno sem se bala, to se vedno bojim, pa sej zdaj ne več, ampak prej, da bom pač nekaj naredila, ki bom ponavljala za nekom, oziroma da se bom preveč navlekla nekih vzorcev, nekih vsebin, nekega stila, ne vem pač. Tako da sem takrat res na začetku par let res nisem nekaj pač obračala glave, gledala, brala gor dol, ampak sem res sam pač delala način, pa probala čim bolj najti nek moj način, ki mi najbolj ustreza, pa kjer sporočilnost v bistvu lahko najbolj pride do ljudi. In kolaž se mi zdi, da je taka stvar. Kolaž se mi zdi, da je tudi zaradi tega tako kul, ker je, se pravi, narejen iz nekih podob, nekih objektov, nekih stvari, ki smo jih v bistvu že mogoče kdaj videli. In tudi zaradi tega ljudje, ki pridejo in se postavijo pred kolaž, mogoče hitreje najdejo neko povezavo, manj se ustrašijo, ko neko sliko, ne vem, tako se mi zdi, da pač že to me spominja na to in ko so enkrat osredotočeni na to, kar jih na nekaj spominja, začnejo raziskovati sliko in kar naenkrat pač so nekaj časa pred sliko in razmišljajo izven tega, kar so prepoznali, ampak v drugem kontekstu. Tako da to se mi zdi, da kolaž je taka ljudska tehnika. In zaradi tega mi je tudi ful kul, in tudi sporočilnost, če tako pogledamo, že pač ne, da tisti surrealisti pač koliko pa neki te, ne vem, politični plakati ali pa neko zaveščanje, koliko je bilo to v bistvu preko kolaža tudi, pač zato, ker je res udaranje lahko, zelo udaranje lahko, že sam na prvo žogo, sploh v tem svetu, ki pa smo obkroženi s kolažem, če tako pogledamo za vsako reklamo, ki jo vidimo, sicer slabim kolažem ponavadi, je pa to še toliko bolj, smo še mogoče še malo bolj dovzetni. Prej si omenila, da je kolaž kot kaos in kaos je tudi ime festivala. Ti si v bistvu umetniška vodja festivala Kaos, to je mednarodni festival sodobnega kolaža, ki se v okviru Lajrjeve hiše v Kranju odvija poleti. Ti imaš v bistvu torej nek v prvi vrsti imaš vpogled na sceno kolaža, kaj se tam dogaja, tudi mednarodno, kaj ljudje pošiljajo na te vaše pozive, kaj potem vi razstavljate, na kakšen način razstavljate. Kako bi ti ocenila, kakšni so zdaj te sodobni
kolaž trendi? Kaj je zanimivega? Dobite na festival, a recimo prevladuje bolj digitalno, bolj analogno, vključevanje mogoče tudi kakšnih teh, ne vem, internetnih mimov, zdaj ste imeli tudi vključujoč zvok, mogoče tudi druge materije, keramiko, take stvari. V bistvu že takrat na začetku, ko smo začeli s tem festivalom Kaos, smo ga naredili z idejo, da pač je treba pač pokazati ljudem, kaj v bistvu kolaž je. Da kolaž ni samo ta kolaž papir, ki imamo v glavi iz osnovne šole, ampak da kolaž je lahko veliko več. Ne? In da kolaž ni samo neka slika na steni, ampak da gre lahko tudi v prostor, da lahko kombiniraš z zvokom, da lahko kombiniraš z dizajnom, da lahko kombiniraš z ilustracijo. Oziroma moj prvi kaos, ki je bil pač, če mene vprašaš, čisto iz mojega vidika, ki sem postavljala, lih to pač pokazati razsežnost pač kolaža, ne? Ki pač v bistvu vse kolaž uporabljamo. Se pravi dobre prakse, seveda govorimo o dobrih praksah. Ne? Kaj bi jaz rekla, recimo, če pogledam letos, ne moram reči, da sem zasledila neke trende. Letos smo zbirali tudi zelo med sabo si različne umetnike. Ne? Jaz sem se bolj koncentrirala v bistvu na tematiko, ko sem jo podstavila. Ne? In to je bila pač beneath the surface, se pravi pod površjem. Ne? In sem v bistvu hotela baljati na to noto, kako umetniki vidijo, kaj se dogaja površjem naših čustv na ta način. No. So bili pa pač zelo različni odzivi, se pravi od nekih asemblažev do kolažev, do nekih inštalacij. Res pa je, da vedno poskrbimo, da se pravi, da ni samo kolaž kot samo kolaž, se pravi slika na steni, ampak da vedno predstavimo tudi to širšo sliko. Ne? In isto je z analognim in z digitalnim. No, letos smo recimo imeli eden od razpisov, je posvečen izključno digitalnemu kolažu, medtem ko druge razstave so bili kolaži in potem še tretje razstave, ki so bili pa mogoče bolj asemblaži, pa pač nekaj, kar gre v prostor. Ne? Tako da o nekih trendih niti ne bi govorila. No? Mogoče bolj o trendih, nekih tematikah, ki se pojavljajo v kolažu, ampak tudi zdi se mi, da se dosti trudimo najdati pač, se pravi, to raznolikost. No. Ne v bistvu nekih trendov, ampak dejansko nekaj, kar pripravlja na površje ne zaradi trendov, ampak zaradi samih vsebin, ki jih artisti iščejo. No. Kaj pa letošnja tema, če je že znana? Ne, ni še. Nisem se še odločila. Recimo 2 leti nazaj smo imeli Tišino, ne. Ta je bila tudi super. Ne. Smo pa v bistvu smo razmišljali o tem, kaj Tišina v bistvu sploh je. Ne. Tako, pa kako jo dojemamo, ne, pa tudi kako v bistvu kolaž povezati z zvokom. No, tako da ta je bila tudi taka kar zanimiva, pa se mi zdi, da je tudi kar aktualna, glede na to, da iščemo vsi po moji tišino v našem okolju, ki je pač res premalo. Ne. Če govorimo čisto iz tega, že banalnega to, da pač je že zvočno onesnaževanje, ne, plus tega, da pač iščemo neko tišino v sebi, kaj pač tudi se mi zdi, da včasih premalo govorimo o tem. No. Tako da predvsem pač probam naslavljati s temi tematikami neke mogoče prezrte tematike oziroma mogoče neke tematike, ki so pač pomembne. No. Hkrati pa skozi kolaž, ki si tudi želimo, da bi nekako ostal v tem porastu, ki je mogoče zdaj. Ja. Pa se nam zdi tako, se pa se kolaž umetnikov res izključno jih nimamo veliko v Sloveniji, oziroma pač ni zdaj to toka, ne. Ampak po drugi strani pa pač vidiš, da tudi izven tega ljudje velikokrat kolaž uporabljajo kot orodje za neko skico ali pa za neke predpriprave ali pa za nek umesen proces. Ne. In to zelo veliko ljudi uporablja, ne, pač umetnikov, ne bi jaz rekla. Ne. Tako da kolaž je kul. Ok, najlepša hvala, da si vzela čas. Hvala tebi. Ok, gremo zdaj počasi naprej. Z nama je umetnik Tugo Šušnik, ki ima na razstavi plastenja razstavljeno monumentalno delo z naslovom Arena, ki je začelo nastajati že leta 1979. Začeli bi s tem delom, ki je na razstavi na plastenju v Cukrarni. In mogoče moje prvo vprašanje bi bilo, na podnapisu za to delo je napisano, da je nastalo med leti 1979 in 2019. Kaj to v resnici pomeni, da je to delo nastajalo toliko časa, oziroma kaj so te letnice? Tiste osnovne oblike so izhajale, tako sem jih naredil, ko sem delal v ateljeju 2 leti na Fulbrightovi štipendiji na Pratt Institute. In sem tako nekako zelo veliko teh abstraktnih slik pa to delal. V glavnem je bilo tako, da sem te osnovne oblike naredil takrat 1979-81, ko sem bil drugo rundo v New Yorku. In sem vse delal tako, da je bilo tako plastificiran, pa da sem lahko zarolil, pa na avion ruknil in priletel v Ljubljano s tem. Zaradi tega, ker jaz sem bil toliko časa tam, da to zgenevanje, pa imeti te, top forme v zasebnih galerijah je bilo zelo
sem imel par slabih izkušenj in sem na vsak način vse, kar sem naredil, hotel nazaj v Ljubljano prinesti. Aha, nič niste hotel tam pustiti. In se je zgodilo, da sem na 2 koncih pustil, pa nikoli več videl. A ker so prodali? Tako je bilo, da sem v 2 rundah odkup dobil, pa sem pa pustil na up. Pa težko je nekako takrat nabrati denar, pa loviti ljudi po Ameriki, da ti si mi pa zdaj to dolžen, ne. Da sem pol prišel nazaj, ampak je na koncu bilo pa tako, da ko sem z New Yorka prišel, takrat 82, ko sem akademijo pa magistraturo že vse za sabo, so prišli direktor Moderne iz Zagreba, Matičevič, Ješer Negri, Pataja, Tomaž Brejc, vse te osebnosti so prišli do mene gledati in sem pol takoj ugotovil, da sem čisto prav naredil, da sem tiste stvari, ki sem tam naredil, nisem lovil denar, ampak sem lovil, kako bi rekel, slovensko slavo. Tako da imajo rezultat tega, imajo po moje, zdaj imajo v Moderni galeriji v stalni zbirki 20 mojih slik, pa vse te od, kako bi rekel, obalnih galerij, Murske Sobote, posod. Pa seveda v Evropi imam pa tako že davno, ne vem, kje je, v Düsseldorfu, pa v Münchnu. Pa v Italiji sem tudi, to je čist nepomemben bilo, ta tujina, ker ta naš del je neka nacionalna strast. In da te stvari morajo tukaj nastati. Zaradi tega, ker to je pol tista vrednost, ki jo kotira. Se vidite sami, da tako se mi pogovarjamo zdaj tukaj, zaradi tega, ker sem jaz prišel sem. In na koncu se Slovenija pokazala, ker sem v Ameriki bil, sem pol takrat v poznih najstniških letih, so kolegi pa prijatelji, je bil takrat druga polovica 60-ih, je bila Vietnamska vojna. Ni bila sam JNA, ne, ampak je bil žreb za to, da greš v Vietnam. Takrat v sredini so Kennedyja ubili, Martin Luther Kinga, Malcolm Xa. Skratka, to ni bilo tako cool, ne, New York je bil super. Zaradi tega sem pol še enkrat šel. Ampak absolutno ne z namenom, da bi tam ostal. Tako da sem veliko naredil, pa spakiral, pa sem prišel. Pa sem pol te slike, ne, plastenje, imel materialno tako narejene od top plastiki pa akrilati, da sem lahko zarolil. Da sem take velike role na vodovodne cevi plastične sem in pol na avion ruknil, ne, pa imel kad osebna prtljaga. Ta avion je šel direkt na Brnik takrat iz New Yorka. Ja, takrat je bil heaven. To je bilo 79 do 81 sem šel, linija Ljubljana-New York, pa nazaj prišel New York-Ljubljana. To je bilo super, res. Pa sem pa seveda študenti bil večkrat. Pa sem bil še tako na tej magistraturi, pa v delu sem tem. Ampak nikoli nisem, vse sem delal tako, da sem spokoj pa prišel nazaj v Ljubljano s tem, kar sem delal. To nisem nič hotel sejeti. Če se greš tam, si nomad, si tujec, spustiš stvari tam, pa se spokaš, pa a imaš denar ali nimaš, to je pa tisto večeno vprašanje. To nima veze z delom, pa slikarstvom, pa z umetnostjo. A bi pol v bistvu lahko tudi cel vaš opus nekako razumel kot neke vrste kolaž v smislu, da ste ustvarjali pol časa oziroma veliko časa tudi v New Yorku in je tam vsekakor bilo nekaj vpliva, a ne, to je v bistvu bila taka svetovna umetnost tam na voljo za ogled redno in tako naprej. Točno to, hvala, se strinjam. To je bilo tako, da se sploh nisem ukvarjal s tem, kaj bi. Ko sem bil toliko časa v Londonu, sem bil 10 let pa pol v New Yorku, da sem bil malo pred novim letom, sem bil 2krat v Benetkah na Bienalu, na Dunaju, na Malti, tam mi smo Slovenci smo v centru sveta zdaj, pravzaprav, če pomisliš, ne. Pa razstave, ta glavne, Hockney je bil lansko leto na Dunaju, oni na Dunaju imajo hiper dobre razstave, svetovnega ranga. Tako pa zbirke, tudi Kunsthistorični muzej, pa vse te stvari, to je takoj blizu. Tukaj je ta enigma pri teh kolažih huda, zaradi tega, ker recimo začetek 20. stoletja, rabo si 10 ur skočijo ali pa z vlakom, ne, se je bil vlak. Tako da je bil, vsi ti naši umetniki so bili zelo prisotni v tujini.
prek Društva jugoslovanskih umetnikov so tudi recimo impresionisti naši v Londonu razstavljali, v Münchnu, Ažbe, pa to. Te naveze so bile. In je problem to, kako se te glavni trendi, če pomisliš, hudiča, Klimt, pa Šile, pa Madonna, za $200 milijonov prodajajo njihove slike, takrat je pa kao, da jih ni. Pogeš pa na Dunaj, pa vidiš, ali pa Hundertwasser, vse te. In naši Slovenci smo bili tam. Ampak recimo ves problem je pa na koncu bil to, kako transplantirati razmišljanje. Ne? Zakaj hudiča to ni prijel? Ne? In je tipičen za Slovenijo čisto zdaj že ta hermetičnost, ta zaprtost. Kaj bi rekel, problem recimo pri teh stvarih so tudi avtori, kot so recimo od začetka Gojmar Antov Kos. 63. leta je še delal slike kot, kako bi rekel, sintetičen kubizem, ki je prostorske ploske površine uporabljal za definicije prostora in interpretacije. Pol je Pregl delal kolaž, pol je Stupica 79-85 delal kolaž. Spacal, dvodimenzionalne objetke, Bernard je tukaj na razstavi, pol je bil pa Edvard Stepančič. Stepančič je delal 1928 fotokolaže. Tega nikjer ni. Ne? Taka razstava, ki je zdaj tukaj, ne veš, posebno zaradi tega, ker ni nobenega informativnega kataloga oddanega o tem. Hočete reči, da vam v bistvu eni te osnovni umetniki, ki so še starejši od vseh teh na razstavi, da vam falijo v resnici? Ja, pa tudi novejše, dosti mladih. Mi smo dobili eno kulturno hierarhijo, ki je čist alienirana in samosvoja in vsa za nedoločen čas. To ne rabijo, recimo kot profesor sem mogel najprej asistent, izreden profesor, reden profesor, ko sem reden profesor, po 15 letih postal statusa ni bilo več treba dokazovati. Si oddajo, ampak to kustosi pa kuratorji, ki ves ta denar dobivajo za te projekte, ne rabijo. Oni nimajo nobenega meril nimajo. No. In tukaj je velik problem, kako eno tako razstavo, kot je zdaj, ki je zelo dobro zastavljena za res, ki je prvič pravzaprav. Pol je Bernik Janez, ki je delal 20-30 let nazaj, je tako delal, da je pacal slike, pol je pa še Čopič na sliko nalepil. Ogromen je bil tega raznega materijala. V bistvu sem jaz tole zdaj sam par avtorjev naštel. To sem mingrede jaz, mimo vseh teh umov definiral. Tako da je pri nam zelo slaba situacija glede. Programsko je vse skupaj zelo ogromen je zdaj avtorjev. Madonna, vse imamo, prej, ko sem jaz delal sprejemni izpit, so bile 3 akademije v Jugoslaviji. Beograd, Zagreb, Ljubljana. Ko sem jaz delal sprejemni izpit, so jih 14 vzeli na slikarstvo, pa jih je vsaj 200 delali. Ko so bili iz Skopja, Skopje je imel eno morilsko srednjo šolo, tako 5-letno, ampak so risali kot bogovi. In risba je tisto, ki si mogel znati, če si prišel na akademijo. In so iz Skopja niso šli v Beograd, so raje hodili v Ljubljano. Nas je bilo 15 v razredu, tistem, ki smo prileteli skozi, so bili 4 Makedonci noter v tistem mojem letniku. Pol je bil pa Jako Brdar, pa Begič. Skratka, te ljudje so prišli v Ljubljano delati. Sarajevo je šele konc 70-ih nekako konsolidiral lastno akademijo. Zdaj imamo pa v Ljubljani 3 akademije. Ne? Jaz sem zdaj 30 let bil na vseh komisijah za sprejem in je hudične, ki v bistvu ima zdaj, mater, 50 se jih je prijavil. Koliko imamo pa vzeti? 20. Se vsak ta drug, ta tretji naredi, ne? In je v schemi vrhunskega izobraževanja je kvalitativen odnos padel kot raketa, ki so rabili kader, ki so rabili študente. Tam so zgradili cele inštitucije, cele bajte, šole, eno za drugo. Zasebne šole imamo zdaj tam na Trnizu 3 oblikovalne okoli Ljubljane, pa imamo pa pedagoška akademija, ki je tudi zelo dobra, pa imamo pa našo likovno akademijo. Takrat, ko sem jaz delal, smo na likovni akademiji imeli v začetku 70-ih scenografijo pa kostumografijo kot predmet, zdaj pa na AGRFT. Pa zdaj dosti neresen, zaradi tega, ker členjenja programa ni primerno temu,
Kaj pa imaš pol, pa imaš pa strukturalizem. Pa en kup teh intelektualcev, ki ti govori, kaj je umetnost. Ne. Za res produkcije, ne, so pa te kvalitativni odnosi so izbili. Ne. In je to problem s takimi razstavi, ki je ta, ki bi rabila bolj resno pogled v to, kaj je bilo plastenje in kolaž že od prve svetovne vojne. Ker tega še ni bilo. Pa smo pa tukaj dobili nisek, jaz sem v redu, saj imam svoj projekt, sem noter dal. Mislim, to je bil tudi moj pomislek. Ta prva stvar, ko sem prišel na plastenje, tako, si pogledaš dela, vidiš neki izbor. Cukrarna ima to slabo navado, da ni nobenega teksta v prostoru, da moraš vse dobiti v papirju, da torej, ali brošuro, ne, da si prebereš, tam tudi potem v brošuri ni razloženo, kakšen je bil sploh ta kriterij izbiranja, kaj pravzaprav mi gledamo. Ok, mora biti neki izbor, to je v vsakem primeru res, zato ker drugače pač ne gre, ne? Ker je pač teh del, kot ste sami povedal, pač preveč, da bi jih dal vse v cukrarno, ampak kaj je pa kriterij izbora, pa ne vemo. Lahko da je kvaliteten izbor in lahko da je pravi izbor, ampak ker ti noben ne razloži, ker kuratorica ni napisala v tekst, oziroma ker se pač niso odločili, da bi to dali v tekst, mogoče pride v katalog, ne veš, ne, zakaj so te stvari izbrane in zakaj so nekatere stvari izproščene. Ja, tako da jaz se kar strinjam s tem, da je problematično. Jaz se pa s tabo strinjam. Ta upogled je, ta opis je bil čist eksakten temu, tej situaciji. Mislim, da je kustosinja Mateja Podlesnik takrat povedala, ne, da so se v bistvu odločili, da bodo delali od nekega leta proti sedanjosti, in ta najbolj odprej delo je bil pač Bernard. Ne? In pol od tam naprej so kao šli. Zato potem takem umankajo vsi ta pomembni, ki recimo ste jih prej pa omenili. Bernardove začetne, ki so bile malo smešne, ki je te plastične lutke lepo gor, pa tak. So me malo tako igrive. Ampak to je to. Se ni problem to, ne, da se naredi izbor, da se naredi neko omejitev. Problem je, da se pač tega ne jasno na vodstvu zveš to. Ja. Vsaj del teh podatkov bi mogel biti že v brošuri. Ja, tako, ta pedagoška smisel tega, Ja, mogoče malo neumen reči, ampak interpretacijska je kar naenkrat zginila. Zaradi tega, in to je spet sem v tem breznu, ker so vsi zaposleni za nedoločen čas in merila niso. Ti zdaj napiš meni 5 člankov v tej razstavi, ne? Pa pol gremo v razstavo, ali karkoli, to se ne dogaja več. Mi smo dobili eno administrativno plat v kulturi, ki je kompletno samo svoja in alienirana od tega, od javnosti in od drugih delavcev, samostojnih, avtorskih delavcev, ne? Tako da ne rečem, ne, v moderni so, seveda, se morajo biti, se to je hauptinstitucija, se ima denar, mora biti dobra razstava. Kaj je problem s tem? Ampak jaz se spomnim prve U3, ki je bila 82. leta, ko sem sodeloval, ko je Tomaž Brejc bil, ta izbor delu, ne, pa so pa šli na to, ko je Zabel bil tako, da so bili tudi kritiki iz tujine, ko so izbor delali, pa kdo je pa pelil te ljudi do izbora, to so bili pa lokal oblast, ne, te, ki so te dobili, pa so te na večerjo pelali, pa dnevnice dali. Mislim, da je velikrat dvorezni meč pri teh velikih skupinskih, v narekovajih preglednih razstavah, študijskih, da imaš pač ti neke kuratorje, ki naredijo neki izbor in je trenuten trend, da kurator si jemlje pravico, da svojega izbora ne rabi nujno pojasnjevati, ker je ipak pa kao on strokovnjak. In se potem take stvari izvejo, kot si rekel Jernej, na vodstvih ali pa potem 2 meseca kasneje, ko pride katalog ven, in je to verjetno res škoda, hkrati pa je pol tudi tako, ne, vedno bo nekdo ali užaljen, ali jezen, ali presenečen nad izborom in to se pri nekih skupinskih razstavah, ki so vezane ali na medij, ali na vsebino, ali na neko obdobje, ali na spol, se ne moreš izogniti, da ne bi nekdo bil nezadovoljen in cukrarna nima dovolj štukov, da bi vse te ljudi stlačil noter. Ampak se ni problem v tem, da je nekdo nezadovoljen. Se strinjam, da bo vedno nekdo izpuščen in vedno bo nek res narejen. Ampak nič ni narobe s tem, da se naredi res. Ne? Problem je, ker laična javnost ne pozna te umetnosti tako dobro, kot je recimo strokovnjaki in te razstave so najboljše ravno za laične obiskovalce, zato ker se največ na takih razstavah naučijo. Ne? Mi se pogovarjamo o kolažu, o asemblažu, o vseh teh možnostih plastenja. Nekdo, ki se ukvarja s tem, pozna širino tega, pozna nianse, pozna mogoče tudi zgodovino, če je že nekaj časa o temu, ampak nekdo, ki pa ne pozna tega, pa
Za njih je to najbolj pomembna razstava. Zato ravno pregledne razstave nudijo veliko možnost, da se nečesa o umetnosti naučiš. No, ampak jaz bi se mogoče navezal ravno na to moderno galerijo. Mogoče pa je to povod, da se moderna galerija zbudi, pa naredi razstavo o kolažu oziroma o plastenjih, ki bi bila resnično širša, globja za študijo od zadaj, mogoče z več kot enimletnim raziskovanjem tega polja samega strani nekega strokovnjaka. Konec koncev Cukrarna je mestna galerija, torej nima take dolžnosti do obiskovalca, niti do stroke. Ni Hauptinstitucija. Ja, ni Hauptinstitucija, če uporabljamo ta izraz. Medtem ko pa od moderne bi pa pričakoval nekaj takega. Zdaj, kako bi se to upletlo v program moderne ali pa sodobne galerije, je druga stvar. Če se zdaj vsem vrnemo k vašemu delu, torej na razstavi, ki nosi naslov Arena, prej ste omenili scenografijo in vi ste tudi se ukvarjali s scenografijo pri določenih filmih domačih in gledališču. Meni se zdi to delo, ki je zdaj na razstavi, zelo tako na pol scenografsko, ker je v resnici na celi razstavi najbolj prostorsko, v bistvu se razteza čez cel prostor, gre za neko tako ubodno steno, celo pobarvano in pol na njej so te posamezni elementi, ki ste jih prej omenili, da so bili iz New Yorka zviti in prinešeni v Ljubljano. Ja? Hotel sem dodati, da je dejansko scenografsko iz vidika tega, da doda ta odrski del, sprednji del in zaodrje. Zato, ker odr, arena je, bojišče. Zaradi tega je ta beseda, to sem malo vlekel iz 70-ih, action painting. In v tej action painting sem naredil svojo areno, svoje bojišče, tako bi rekel. Ja, ampak pravim, od zadnji del, pa ni, tisti vizualni del, je v bistvu neko zaodrje, torej tisti behind the scenes. Prej ste omenili, da torej zakaj je to delo razvlečeno med leti 79 in 19, zato ker je pač v različnih časovnih obdobjih bilo narejeno, a je pol ta odrski del, ta dejansko arenski, ta okrog te vertikalne barvite črte, ko so bile narejene kasneje. Ja, to sliko sem jaz naredil, brez da bi vedel za to razstavo. Ampak polka je bila razstava, je, tako bi rekel, ta polkrog je bil tako arena, bi rekel, ker arene so bile te, kot Spartakusu, v teh filmih je bila taka polkrog in sem pa pol te projekcije, ki sem imel še z New Yorka narejen, sem videl, da bi dobro špilale v tem prodoru v spredje prostora, s tem, da imam pa v zadnji tist, kar je bilo najbolj popularno v 60-ih, se je rekel temu stripe painting. To white stripes imaš tudi rock'n'rollu, ampak to je bil stripe. In je bil v 60-ih, 70-ih je bilo en kup tega stripe paintinga. In v bistvu si zagrabil tisto kanto, ko jo imaš od 100 raznobarvnih, pa si naredil črto. Tako da sem hotel eno tako cinemascope v zadje. Pol naknadno sem pa tudi, če gledam, ko to traja kaj zdaj, 50 let. In pol na koncu grem pa Netflix gledat, Netflix pa sam črte vdaja ven. Tako da če se mi je zdel tako sitar, ali pa harfa, v tem ozadju teh oblik, ki sem jih pa specifično naredil, ko sem študiral to kolaž izrezanke od Matissa. Matiss je bil meni zelo zanimiv, pa je čist drugačen delu. Če Hockneya pogledaš, dela čist Matissove stvari. Veliko imam še lahko zapovedati o tem, kar je to bilo. To je se sestavilo v zgodovino in je malo morilsk, ker imam velik atelje, pa imam pa še posebej bivanje, pa to, sam za atelje in sem si špogel tisto narediti. Sem imel denar in seveda ta projekt, da mi je iz lesa tak polkrog bil narejen, je bilo 6 do 8 tisoč evrov. Aha, to ste naročili, da vam je nekdo naredil. To pri nas ali v tujini? Pri nas v Mizarju. Vse to mizari znajo, samo da veš, da jim poveš. A potem so kustosinje izbrale to delo za to razstavo ali ste se vi odločili, da bo to šlo na plastenje? To je Mateja Podlesnik. Jaz sem že v mestni galeriji več sodeloval in ona me je povabila v smislu tega, da imam ziher kaj. Tako skratka, Mateja Podlesnik poznam jaz, da ne bo žaljenja 50 let.
Zdaj pred kratkim sem gledala ta dokumentarec, film o vas in tam ste recimo rekel, da kombinacije barv preverjate na majhnih formatih, ki grejo potem na velike formate. Ja. A se to v redu odnese, ali so pol stvari, ko na velikem izpadejo mal čuden, pa morate mal popravljati pa spreminjati? Ne, ti moraš biti odprt na vse metodologije. Ne, če hočem na velik format delati, ta polkrog je tako velik, kot ta stena, samo da je nižji do vrat. To sem imel, projekcije, stvareh, ki jih zdaj delam. Skratka, jaz načečkam neki kot original, pol dam pa v diaprojektor in pol na večji format narišem po projekciji. To vsi tako, ki se ne da, ker nimaš občutka za veliko sliko, ne posebej jaz, ker sem polomljen v ramo, ne morem nad to delati. Tako da imam sliko na kozah, tako kot je tole, pa tako dol delam. To sva se tudi za Ano Slugo pogovarjala, se spomniš? Ta problem velikosti, razdalje. To. Ona ima sploh malo manjše atelje tam v Cekinovem gradu. Ana Sluga, a dela pa večje formate. Sej poznam, njena mama je bila moja sošolka, pa Gumilarjeva žena je, tako. Ampak je dobra, ima avtorske stvari. Sej ravno to je to, sej tukaj je bila na razstavi na koncu. Ampak recimo takrat, ko sem jaz v 70-ih pa 80-ih bil, kako bi rekel, hit ali pa zanimiv, so ljudje k meni hodili. V Beogradu so me na bienale, v Sao Paulo, ki je največje bienale, v Zagrebu, so me največji bienale na svetu in sem bil 81 en mandat pred Stupico, kot edini jugoslovanski predstavnik. In to, ko sem z New Yorka, je to kar, nas ni bilo veliko, jaz ne rečem, da sem kaj ekstra special. Probal sem biti, ampak to ni pogojen bilo. Pogojen je bilo s tem, da je prostora bilo za vse. In to je ta največji problem, ko se je skondenziralo vse skupaj. In ne moš zagovarjati sebe, meni je narodno, ko mularijo gledam, pa ko računam, pa delam za nazaj, ko sem v 94 leta profesor, jaz sem okoli 1500 študentov na vseh oddelkih skozi dal. Vse to je 30 let. Eno vprašanje mogoče, ravno ta razlika zdaj med časom Jugoslavije pa danes. Vam se je trg kar spremenil med tem, ko ste delali včasih danes oziroma kasneje. Kako ste sploh to spremembo z osamosvojitvijo preživeli? Tito pa Jugoslavija, glede kulture, je bilo blazno odprta scena. In je bilo pomemben za vse biti Jugoslavije, je bila ta mešanga. Jaz sem šel v Novi Sad, tako je na akademiji sem imel razstavo. Sem delal v Sarajevu, sem delal v Herceg-Novi, sem delal v Budvi, sem delal in povsod v Zagrebu sem dobil na tistem velikem likovnem salonu, ko je bilo 300 avtorjev iz Jugoslavije, sem dobil med 3 premijski nagradi. V Dubrovniku tudi. V Dubrovniku sem imel samostojno razstavo, pa še dobil nagrado na eni taki salonu. Skratka, Jugoslaviji je imela kultura strašen smoter. Zaradi tega, ker je to raznolikost posameznikov je poudarjala in je pol ta ideja o tej transplantaciji, tukaj v Ljubljani so bili čist besni, kako pa je zdaj Šušnik, se je komu iz akademije prišel, zdaj gre pa na Benetke pa. Sicer so res bili tako v Beogradu, da so šefi vsi imeli karte v Sao Paulo, pa v Benetke, pa dnevnice pa to. Jaz sem imel pa slike, pa mene ni bilo. Sam so pol kupili posledica, 3 slike v Beogradu v moderni, pa 4 v Zagrebu v moderni. In to je bil ta štos, ko sem jaz v Jugoslavijo nazaj prišel, meni je bilo zelo pomemben to. Tako da o samosvojitvi se je tako malo narobe razmišljali, zdaj bomo pa na evropski ravni, zdaj bomo pa v Ljubljani končno München, Berlin, mi bomo imeli cele ulice prodajnih galerij, prodajali bomo levo, desno. Narja je kad reka, ravno obratno se je zgodilo. Kulturo so zbrcali v en kot, pa drobtine mečejo naokoli. Na trg je treba iti, To je bila ta nauk demokracije, ni bilo? Ja, sej. Meni je bilo... V Münchnu private galerije, Ja, toleranten je bilo, V Sarajevo se je prišel, kavbojke pa rekelc,
Žuzga nisem imel. Slike so že prišle dol. So me na aerodromu dvignili, pa Andraž Šalamun je bil z mano, pa Tomaž Brec Pataja, pa so nas takoj na kosil pelali. Ne? Pol so me pa popoldne, anekdota, pa tega je bilo velikrat, se zbudim na tleh v eni sobi v hotelu, pa Tomaž Pataja, na popoldanskem spanju, toliko smo se jedli, pa nažal, da smo v komo padli. Ampak kaj je bilo? V Sarajevu na tistem ta velikem festivalu je bila otvoritev šele ob 10 zvečer. Tok pozno. Ja, so živeli tam. In je pol bila otvoritev in so nas na koncu v 5 zjutraj so me pelali te čevapčnice ali pa, ko je bil sam jogurt, ni bilo alkohola. Drugače je bil pa ful alkohola. Ne? Ko smo glih pri tem alkoholu pa substancah, a so potem te posamezne oblike v tej areni v New Yorku nastajale še v času, ko je ta LSD bil legalen, ali je to bilo že potem? Veliko je pri meni bilo teh halucinogenih risb. LSD je bil izjemen, tega sem veliko zapreš oči in vidiš cel svet. Ka to se zdaj sploh ne moreš predstavljati, ne? To je zdaj... Ne, to je tako generacijsko tok. To je bil tako en vir. In moram priznati, da v srednji šoli, ko sem to veliko delal, sem pol tako komplet enostavno apliciral na te halucinogene vizije slikarstva. Tako da mi je iz tega zelo, ampak sej tukaj je bil pa še Sgt. Pepper's, Velvet Underground, pa Andy Warhol, pa vse to se je nabral. Mi smo bili takrat v Jugoslaviji, to je bilo precej, jaz sem Elvis Presley v Jugoslaviji poslušal, ko smo prišli poleti iz Londona, 58. leta, ne? Pa mi dal gramofon, pa dve ta velike plošče Elvisa in si, you ain't nothing but a hound dog, blue suede shoes. Rosa Records. Tako da to je bilo pa 57. leta, ko sem bil 10-11. Jaz sem zaradi očeta bil posod. Pa v Louvre me je pelil, ko sem bil 8. Pa vse te glavne galerije v Londonu. To vsekakor ima nek vpliv pol na percepcijo umetnosti in do spoštovanja do umetnosti. Ja, ampak s tem, da sem znal risati, kamorkoli sem prišel, sem med boljšimi risal. Jaz imam General Certificate of Education, maturansko diplomo v slikanju. Pa v angleščini General Certificate of Education si imel na koncu 3. pa 4. gimnazije in si pol delal posamezne izpite in si lahko 2-3 leta delal zadnji let. Torej vas risba spremlja nekako že od otroštva, Je. če prav razumem. Jaz sem še v Ljubljani, ko sem prvi razred, dobil nagrado in sem bil tisti, ki je za nov let upravitelju osnovne šole, ko sem bil 7-8, je bil moj izvod dimnikarja za nov let podan upravitelju. In to je bil tištos, ko sem v JNA prišel, jaz to sem mogel, ko sem bil Jugoslavan, pa je bilo, što radiš? In pa sem rekel, crtam! In so me takoj dal nekam. Ampak sem pol dvakrat zbežal iz kasarne, pa težave delu, da so me pol dal ven privremeno, da sem pošel lahko na akademijo, pa sem me pa spet nazaj v vojsko, pa sem pa spet v Nišu zbežal. Skratka. Mogoče še zadnje vprašanje, ki me zanima, ni povezano s tem delom na plastenju, ampak bolj s tem ateljejem, ki ste ga prej omenil. Vi si atelje delite oziroma imate zraven enega mlajšega umetnika, Davida Kuclerja. Kaj prinaša mogoče to, da imaš zraven nekaj generacij mlajšega umetnika, ki tudi dela zraven tebe, a se to kaj meša? On ima svojo glavo in to je čisto avtomatičen, tako da jaz nikoli nisem bil pa profesor. Ko pa to delaš? Nikoli se nisem vtikal. Sem pa zdaj v enem takem, kako bi rekel, obdobju, recimo te projekcije pa te stvari, ne? To z računalnikom, če kaj mi on naredi. Vsak po svoje dela. In ta samota zdaj, ko sem skozi bil profesor, pa mi čisto v redu. On kavo mi skuha, pomaga mi kaj premikati. Ko sem na sred s biciklom, pa tega jaz ne morem več dvigovati, ne? Jaz sem 77 let star bom zdaj, ne? Slep postajam. Tako, skratka, če mi kaj pomaga, pri te projekciji pa risani, jaz naredim risbo, on pa sprojecira. Pa ima pa veliko idej, sva bila skupaj v Benetkah. Pravite, da ste bili 2-krat letos na Beneškem bienalu, oziroma lani. In kaj si mislite o ta zadnjem bienalu ali pa mogoče celo v našem slovenskem paviljonu? Ja, ampak stvar je v tem, da je zelo zanimiv ta raznolikost in to mi je zelo všeč. Bienale razširja obzorja
In je resnično največja razstava na svetu, ko jo imamo tukaj 2 ure stran z avtom. Ne. Ampak David je tudi, bi rekel, zelo miroljuben, dela svoje. Sem mislila tako, da se kaj o umetnosti pogovarjata, Ja, da kaj debatirata, lahko vse. da se kdaj spričkata glede kakšnih konceptualnih, teoretskih pogledov. Ne, it's all peace and love. Love is all you need. Ok, Ja, zaključimo to je na ful tej dober točki. zaključek. Pravim, da je super zaključek. Ja. Hvala lepa. Pa vidva ste me naučila par stvari tudi. No. Jaz sta imela pojma o tem, kaj govorite. Zadnja v prvem delu je gostja, umetnica Alenka Pirman, ki na razstavi plastenja predstavlja Otoka, diptih iz niza Deveta Koromandija, na 2 kapa ploščah, ročno izrezane slovenske cerkve in pa pogrinki. Gre za skupaj sestavljene utrinke družinske zapuščine. Ok, torej na razstavi plastenja sta v bistvu 2 vaši deli z naslovom Otoka. Torej, kakor 2 otoka sta predstavljena. Eno je ta večji kolaž, na katerem so majhne cerkvice gor, in potem drug kolaž, kjer so te pogrinki, ki je nekoliko manjši. Jaz sem se v bistvu najprej upičila v te cerkve, ki so mi bile ful všeč. 2468 cerkva je gor na tem kolažu, vsaka cerkvica posebej izrezana. V bistvu me najprej zanima, odkje te cerkve, a je to nek umetnostno-zgodovinski travma, simptom, ker iz istega vzgiba se tudi meni zdi, da je meni bil ta kolaž všeč, ker kot umetnostni zgodovinar, ki me cerkve še zmeraj privlačijo, ne glede na to, da v resnici na osebni ravni nimam nad z njimi. Tudi jaz sem 1 let študirala na umetnostni zgodovini in obhodila dosti teh cerkva. Ampak tle gre za diptih, no, tako da jaz bi rekla, da je eno delo povezano med sabo, pač v 2 kosih, in oba motiva izhajata v bistvu iz enega vira, in ta vir je družinska zapuščina. Starši so mi umrli in potem se je znašla ena ogromna omara, polna fasciklov, polna fotk, albumov in tako. Se pravi, zatečeno stanje zapuščine, s katero se moraš pol odločiti, kaj narediti. Ko delaš triažo, fukno stranto, pohištvo, tepihe, ne nazadnje družinske fotke in tako. Torej, to monumentalno delo dokumentiranja slovenske kulturne dediščine so naredili vaši starši v bistvu. Ja, to je v bistvu zatečeno stanje. To je bil pač en hobi. Kaj veste, kaj je bil vzgib mogoče? Lej, mislim, žal mi je, da sta začela s to na ta način. Zakaj? Zaradi tega, ker se ves čas izogibam točno temu, da bi se v te družinske anekdote poglabljali, ker se je meni zdelo, da vsi v mojih letih, če ne prej, pridemo do tega, da moramo pospraviti. In to je tako generična izkušnja v resnici, da zdaj ne glede na to, ali so to zdaj knjige, knjižnice ali pač stari tupperware posode ali karkoli že to pride, da v bistvu ni bila moja naloga zdaj, da nisem si želela, da se jaz kot Alenka Pirman in moja družina zdaj tukaj mitologiziramo, in da se ta avtentičnost ali pa kvaliteta tega pisa z mojo avtobiografijo bere. Zato sem si strašno želela, da bi v bistvu naredila nekaj generičnega iz tega materiala, ki je zatečeno stanje. Stran ga nisem mogla vršiti, to je očitno dejstvo, če ne bi ga. Kaj pa pol s tem lahko narediš? In jaz sem si želela narediti enostavno likovno delo. Likovno delo, ki pravzaprav ne bilo več pomembno, odkot je prišlo, razen da je jasno, da je prišlo iz avtentičnega vira. Ajde. Šlo je za nek hobi, za neko stvar, ki se na nek način lahko človek tudi sramuje, s čim se starši ukvarjajo, ampak kdo ve, s čim se bom jaz, ko bom Mislim, ne vem, jaz sem ta vzgib tega vprašanja, zakaj je vzgib sploh za tako početje, se mi zdi bolj išel iz tega vidika, da gre tukaj v resnici za neko delo, ki so ga vaši starši pač opravili, ki v resnici iz vidika ohranjanja kulturne dediščine lahko zelo pomembno. Konec koncev ne vem, če imamo mi arhiv vseh cerkva popisan tako lepo, in mislim, da ravno moč tega dela je ravno to, pač, da je kdorkoli pride pred ta otok, najde svojo cerkev. Res, pa mora pa dosti časa porabiti. Ja, pa saj sem vam rekla prej, da sem jaz 20 minut Mengeško cerkev iskala in sem jo tudi našla potem. In vse te, in tudi te čisto obskurne, neke te rotunde, neke iz Goričkega, iz Prekmurja, te določene cerkve. Na tej točki se meni zdi za poslušalce vseeno vredno ponoviti, ker jaz recimo tega nisem vedela, ker eno od mojih vprašanj je bilo,
Prvič, a ste vi šli fotkati vse te cerkve naknadno, pa jih pol razviti in razrezati, ali ste to pač nabirali od več ljudi, ne? Ampak torej zdaj, če potegnemo črto, to v resnici so že vse bile obstoječe razvite fotke teh cerkva, ki ste jih vi zbrala na kup od staršev in pol jih fizično vsako posebej ven izrezala. Od tukaj zdaj so tudi pojasnjeni tisti posamezni posti na Instagramu, kjer so dejansko lepe izrezane cerkve, ne? Kar tudi samostojno lepo zgleda, ko v resnici ta neka bela podlaga zadaj, pa ta izrezana cerkev gor in v bistvu je kakor manjko te določene specifične cerkve njena silhueta. Zdaj to pojasni to, ne? Da v resnici ste vi vseh teh 2500 cerkva rezali ven in se je meni tudi porodilo vprašanje, koliko časa je potem ta projekt, pa ne zdaj sam cerkva, tudi Pogrinkov, sem ti se mogoče malo lažji bilo, ali? Pa hitreje, jih je sam 26 bilo. Količine mojega truda, časa, pa cerkva, pa 26 Pogrinkov, kot smo rekli. Količina je tako, ideja tega hobija je bila, da se pofotka vse po Sloveniji. Ne iz nekih domoljubnih ali pa teh ohranitvenih želja, ampak čisto enostavno kot dovolj velika tarča za preživeti kar nekaj let v enem takem algoritmu, ne? V bistvu v enem programu, ker imaš pol atlas Slovenije in v resnici moraš vsak svoj izlet načrtovati. Se pravi, oče je umrl, preden bi uspel poslikati vse. Zdaj, koliko jih je v Sloveniji, jaz enega vira nisem našla, da bi rekel, da obstaja toliko in toliko cerkva in ena džamija, ne? Ampak je bilo govora v družini, da jih je okrog 3000. Ne? In zdaj ta številka si jo zelo lahko zapomnim 2468. Prav 2468 cerkva je pač teh, ki so edinstvene, enkratne, se ne ponavljajo in to, ki jih je v tej zapuščini. Kar se tiče pa samega The Making of, ne, so pa najprej bili pogrinki, ki so v resnici bili bolj obvladljivi, v smislu tudi, da sem jih začela rezati z manj občutka krivde, ne, ker so bile pač družinske fotke pogrinkov, ker so bili party animals moji starši in so v bistvu te mize se na nek način ponavljale, kakšna rokca se še kje vidi, ne, ker so bili pač ljudje za mizami in so mi že, ko bi rekla, na mizi skup padle kot metoda dela. Ne. Metoda dela v smislu, mi imamo različno velike te mize s fotk in jih bom razporedila v perspektivo. Ne. Se pravi v to, da dajo iluzijo prostora. In ko dajo to iluzijo prostora, pa še ta barvna lestvica, ne, na nek način ustvari vtis enega zemljevida oziroma neke geografske enote. In se pravi, metoda je bila jasna, ne, zdaj pa pol, ko začneš isto ponoviti še z to drugim motivom, bi pa šlo, nisem mogla preračunati, predvideti, koliko časa bo to trajalo. Ampak zdaj, tako kot sem prej rekla, ne, to so seveda lepe anekdote, lahko jaz to zdaj prepovedujem, ampak to ni tako bistveno. Tako kot prej, ne, autobiografski je en argument, ponovadi pri umetnikih, ne, to je itak, mislim, v literaturi praktično imaš cele opuse, ki kapitalizirajo na rodbinah lastnih. Ne. Kaj pa je potem bistvo? Ali pa da je argument količina dela. Ne. Se pravi, monumentalna količina dela, ki vas bo prepričala, da je to res, ne samo, da je simpatično, ampak da je to vreden pis, ne, da ni bil samo zložen kratko. Ne. Količinsko je bilo res kar zamudno. No. Pa na vsaj po 10 do 15 minut na cerkev. A za rezanje? Ja. To nisem štela. Nisi tako na oko. Rezali smo jih, dobro, da se jih je narezali, je trajalo 1 leto, ne, recimo, ampak ne za nek polni delovni čas. To je spet bilo družinsko pravilo, ne, na nek način. Ker sam to ne moreš. Ko namesto ličkanja. Torej, v bistvu cel pis je družinsko delo. Ja. Mislim, to je en komentar, ki je zanimiv po svoje. Ne? Ampak, dobro, lej, pač, ne, delaš z resursi, ki jih imaš. Ne, ampak to je v redu. Ne? Sej, a ni po svoje fajn, da se vračamo nazaj k temu, kar je pač tudi bistvo nekega dela v družbi. Misliš ličkanje? Ne ličkanje, pač družinsko delo, ne? Ličkanje je primer tega. V tem primeru je družinsko delo nadomestilo pač umetniško delo. To družinsko delo je bilo plačano. No? Takole moramo tako jasno povedati. Jaz sem dobila 3-4 leta nazaj to štipendijo na Ministrstvu za kulturo, ki sem jo dovolj časa prehranila, da je ta čas napočil, da se je to v bistvu odvrtel. Potem sem 3 mesece v resnici ta kup izrezkov ločvala po pladnjih, zaradi tega, ker je bilo treba od najmanjših do največjih jih razporediti in uničiti v bistvu sistem, ki je
privedel do nastanka tega korpusa fotk in v resnici narediti svoj sistem. Ne? In potem začeti lepiti, potem pa smo imeli več posvetov, tehnoloških, tehničnih, kako to sploh začeti izvajati, ker kaj je bistvo. Moja želja je bila v bistvu ustvariti likovno delo, kjer bojo te anekdote počasi zvenele. Zdaj seveda v Cukrarni je to prvič na ogled in jaz sem lokalna umetnica, mi smo tle lokalci, ki so to neke šege, ta cerkve nam vsem odzvanjajo, če si umetnostno zgodovino študiral sploh, pa tudi sicer je neko domoljubje od Gasparija naprej, povezano z njimi. Mislim, toliko so vse prisotne, da praktično jih ne moreš pregledati že itak, če tuješ po Sloveniji in tako naprej, kot en značilen motiv. Se pravi, likovno delo sem želela ustvariti, ki pravzaprav ne bilo več vezano na te zgodbice. Ne? Kaj pa je nastalo, pa jaz pravzaprav ne vem. In želela bi si, da bi tle neka refleksija stekla v resnici. Kaj zdaj to je? Jaz temu pravim, da gre za krajine. Mogoče je del analize lahko tudi način mojega dela. Konkretno se mi zdi, če lahko nadaljujem, predpostavljam vprašanje v zvezi s kolažem. Za mene je kolaž bila metoda. Ne? Metoda dela v resnici ne to, kaj to pomeni. Ne toliko vezana na ta izdelek zares, ampak na način organizacije tega materiala. In moja želja, oziroma še vedno jaz mislim, da to, kar vidimo tukaj v Cukrarni, niti ni umetniško delo, ampak je samo predloga. Zaradi tega, ker sem želela v bistvu zadevo natisniti v naravni velikosti, pač 1:1, in da je to pravo umetniško delo. Da je v bistvu ta podoba razbremenjena tega patosa, materialnosti, teh avtentičnih fotografijic, ki smo jih zdaj mi vsi držali v rokah, razumete, in tako simpatično izgledajo in se vihajo in malo že nad nas zgrinjajo in vse to, da je to vse odveč v resnici v tem, kako bi mi to delo lahko dojemali in da bi bilo še malo bolj unheimlich. Tako. Ampak mi pa gledamo to delo in delamo pol točno to, kar vi v bistvu ne bi, ne? Gledamo te pogrinke, pa smo tako, glej, Radensko, joj, mi tudi. Ok, to je vedno prisotno, ta ljubkost, da se moraš identificirati z nečim. Ampak jaz imam večje pričakovanje od umetnosti, bi rekla, kot tole. Pa tudi od obiskovalcev in gledalcev? Ja, predvsem pa od stroke. To pa, definitivno. No, zato so v resnici na te cerkvice nalepljene na prenosne nosilce. V bistvu gre za kapa plošče v standardni izmeri 1,5 krat 1,5 krat 1,5, tako 1 krat 1,5 in potem so v bistvu 3 v višino, pa toliko, da pride 4,5 metre v dolžino. Tako se je išlo, tako je nanesel na koncu. Zakaj? Zaradi tega, ker prvič je nastal prevelik pis, nisem niti znala oceniti, kakšna površina bo potrebna, in druga, da je prenosen, in tretja, točno to je dimenzija, ki se jo da še poskenirati v visoki resoluciji, tako da v bistvu jaz imam to poskeniran. Torej poskenirano, ne pa fotografirano. Poskenirano. Vse, ker mislim, reprodukcijo bi se dali tudi s fotoaparatom. Vse to je zdaj narejeno tle v hiši, ampak poskenirano je in že zmontiran skap. Torej ta pis, ki bi mogel biti končni pis, zdaj obstaja? To je fajl. Fajl, ni še v tiskani obliki. Obstaja na pol. Se pravi, jaz temu rečem tako, kot imaš v freskantstvu predlogo. Jaz mislim, da je to ta predloga, ki je pač botrovala temu, da je bil možen narediti ta fajl. Kaj bomo s tem fajlom, kako se bom lotila te postprodukcije, pa še ne vem. Zdaj, vi ste rekli, da bi vi to 1:1, v katerem 1 govorimo? O teh 4 metre krat 3 metre. Aha, okay. Ne ena cerkev. Jaz sem tudi pomislil, najprej 1:1 cerkev velikost. Oni pogrinki, jaz bi zdaj ta pogrink naredila, da bi bil tako kot cela miza, pa pol sem bila tako, ampak pri cerkvi to ne bo šlo. Ne. Mislim, govorimo o nastali podobi. Se pravi, zdaj govorimo o nastali podobi, o tem likovnem delu, ki je pač s pomočjo kolaža nastal. Nekako sem se pustila prepričati, pa tudi časa je zmanjkalo dejansko, ker se je to čisto vroče še pripeljalo, še tle sem dokončevala v galerijo, da bom to pol naredila v naslednjih korakih, nekoč. Sem pol zdaj, če bi bila odločitev, bila tudi večje teoretično.
V kakšnem smislu? Ni več potrebno, da je 1:1 realistično gledano, lahko bi bilo večje. Ne vem, zdaj se, če bi karkoli to doprineslo, razen temu, da je lažje opazovati detajle. Ja, to so zdaj vprašanja za kuratorja in producenta te naslednje faze. Ja, po mojem prostor malo diktira. Jaz v bistvu se zelo zanašam na pomoč drugih. Ja, po mojem bi prostor diktiral tisti velikost. Ja, tudi lahko, seveda. Zakaj pa diptih nosi naslov otoka, kot 2 otoka, zakaj glih otok? To je pa čista asociacija na v bistvu nastalo krajino, ki je samozadostna, ne? In v bistvu izpade tako malo kot te stari prikazi nekih utopičnih dežel. Recimo tudi utopija je bila otok, ne? V tem smislu. A zato potem iz niza 9. Koromandija je to povezan s tem v resnici? Ja. Kaj je še pol v tem nizu? A je še kaj v tem nizu? Moja pretekla dela, izpred 10 let recimo. Kako se pa v bistvu to delo komponiral, ta niz, glede na to, da je to kasnejše? 9. Koromandija je v bistvu en tak moj interni pripomoček, ne, da določene stvari, ki nastanejo, pravljam v neko mogoče malo vsebinsko povezavo. 9. dežela je bila Stritarjeva povest, nedokončana, ker je imel toliko drugih zadolžitev kot urednik ali kaj, da mu tega ni uspel napisati do konca. Ampak najprej je bila pa Indija Komandija oziroma Koromandija od škofa Mahniča, ne? In to je bila naša prva slovenska distopija. Ta 9. dežela je v bistvu nastala kot odgovor na to distopično povest, kjer se pač Mahnič strašno boji učinkov francoske revolucije in tako naprej, ki odmeva še globoko 19. stoletje in to je zame bil en tak istočnica, se pravi te, kako bi rekla, politične absurdnosti vsakdana. So, se pravi, dela, ki se vežejo recimo na ta absurd, tako poimenujem. Ali pa spravimo ta predalček, ampak ni to bistveno spet. Tako, zanimivo je, ne? Prebereš podnapis, če že drugega ne moreš prebrati, pol se malo navežeš včasih na kakšne naslove, kaj pomenijo, zakaj imajo tak naslov. Kar se pa tiče tega, kar ste na začetku sprašvala, odkot te cerkve, zdaj, če bi ta vodič bil že takoj na začetku, ali pa če bi recimo oni poskrbeli v tej galeriji za neko minimalno opremo, diskurzivno, teh del. Jaz sem 4 vrstice napisala na točno to temo, to ni neka v bistvu misterij, da se bi morali ljudje to spraševati. Se pravi, da gre za materiali zapuščine, je bilo rečeno takoj. Se mislim, da je nekaj napisan na podnapisu. A ni? A nisi lih prej pofotkala? Sem fotkala. Ja, mislim, da lih tega. Aha, sem. Ne, to je od Nevene. Čakaj. Mogoče, da smo dali že celo tam. Jo, nisem fotkala. Nekaj piše. No, skratka, to je bil moj podatek, se mi zdi, ki naj bi bil dovolj, da se nehaš spraševati o tem, odkot zdaj ta roba. To, da vidiš, da je avtentično, pa že ni več važno, pa začneš svojo faro iskati, pa če še ustrajaš, začneš odkrivati neke smetnake, neke čudne zanimivosti, razlike, pa vstopiš v ta otok in se lahko zibaš po njem. Ja, vem, da sem bila tako, ker nekatere cerkve so pač fotografirane, a veš, v neki bolj slabi svetlobi, pa od odzadej, pač ne na apsida, namest pročelje, ne? In pol tako, zakaj so to tako? Zakaj imam rit od cerkve klele zdaj, ne? To so prava vprašanja. Ja, tako ful zanimivo. To so prava vprašanja. Iščeš svojo faro, pa si tako prepoznam jo od odspredi, ne? Ne od zadnji tam. Odvisno, kjer. Moraš vedno hoditi okoli fare, da veš, da poznaš, ne? Ok, sam veš, koliko cerku pa poznaš čist na pamet, ne? Okay. A Ja, veš, plus svojo, recimo, pika. predstavljaj si, Mengeška cerkev, cerkev svetega Mihaela, ima ločen zvonik, ne, kot kampanile. In recimo, a veš, zelo. veliko ljudi, zdaj, a sta to 2 ločeni fotki? A je to fotkan tako, da je ta zvonik pred cerkvijo, pa je to polkao vse zajet skupaj, ne? Ker, a veš, Mengeško cerkev prepoznaš po zvoniku, ki v teoriji sploh ni cerkev, ampak je sam zraven. Ne? Ja, Šempetrsko je zelo enostavno prepoznati, zato ker je ena redka iz rdeče opeke. Koprske pa nisem najdel, sem iskal, pa nisem. Kočevske tudi ne, ampak fiks je, Kočevska mora biti noter. Najdel sem nekaj, ki sem mislil, da je koprska, pa ni bila. Ampak koprska je tudi prepoznavna. Alenka se smeji. Ja, se nam bo pol na koncu, bomo šli pogledati. Ne, to so prava opažanja. Recimo, da ti začneš gledati in vidiš, da nekaj ne štima. Se pravi, niso profesionalne fotke,
ki bi bile narejene v optimalnih pogojih, narejene so v 4-letnih časih, tudi polet, ki je preveč drevja, da bi sploh prepoznal arhitekturo zadaj, ali pa so slabo osvetljene, so od zadaj, so od delač, kakor se je mudil, kakor je bilo na vrsti tisti dan za pofotkat, pa se pol malo pospešil, pa tako. In v bistvu ravno to je ta čudo, ne, kaj je zdaj s tem materialom, je to sploh vredno, kaj je s tem. Ne. A tisti odrezki so šli preč? Ene par sem jih sam shranila teh, da bi rekla, da gre za en didaktični prikaz metode. Zgolj v ta namen. Že ne slabo. Ja. No, v bistvu je zanimivo, da so te fotografije v tej novi konstelaciji zelo fotogenične. Ne. Mislim, jaz imam tle pred očmi ravno ta cerkveni otok in je pač valjda na mojem ekranu v pomanjšani verziji dosti manjša, kot če ne v živo, kot da bi ga gledal z 15 metrov. In res gleda, kot da bi gledal nek izrez nečesa, ki bi bil v bistvu nek tak napol tloris. No. Res, kot da bi bila satelitska slika. Ja. Ampak ker ne vidiš, kaj je na njej. Ne? Ja, ali pa veš tisto, kar ima zdaj Google v določenih mestih na Mapsih, če pogledaš od blizu, ki ti naredi 3D view. Ja, prav tako se gleda, ja. Ja, se pravi, v bistvu je ta likovni učinek te celote je nekako domač. Eni so ga primerjali z sijenskim slikarstvom, eni so, ne vem, videli v tem pač neko podobnost z tem, kar video pravita. V resnici, točno zato mi je šlo, da se v bistvu naredi neka krajina v slovenskem slikarstvu. Ne, nazadnje sem slikarstvo študirala in diplomirala iz slikarstva, ne, čeprav sem že na faksu nehala slikati, zdaj pa končno imam tukaj neko likovno delo, ki ga lahko uvrščamo v dobesedno slikarstvo. Celo poigravam se z mislijo, da je mogoče to največja krajina v slovenskem slikarstvu na prenosnem nosilcu. Definitivno vključuje največje število arhitekture. To mi je bilo zanimivo, sem tudi hotela vprašati, ta razpon dela, ko v resnici kakšne prejšnje vaše razstave pa to ali pa dela, da so v resnici mogoče vsaj na prvi pogled, ne vem, malo bolj konceptualna, malo bolj kompleksna v prostoru, predmeti, gor dol. Tukaj pa zdaj res kolaž, ne? To je pa zdaj res papirčki skupaj sestavljeni v neko večjo celoto in res, kakor ste rekla, je spet slika. Ne? Ja. Mislim, tako je, ne? Jaz se nisem nikoli omejevala zdaj tle, kar se tiče, da bi imela eno svojo podpis ali kaj, ne? V materialnem smislu, ampak tukaj bi skoraj lahko rekla, da je material sam, pa moja odločitev, da ga ne smem spoštovati v tej obliki, kakršni mi je bil zapuščena, ne? Pa ta intenca, o kateri sem prej rekla, ne? Se pravi, dobesedno zaničujem umetnike, ki furajo avtobiografijo in iz nje delajo kapital. Razumete? Mislim, ta špura v artu mi preseda in se mi zdi patetična. Ker vzbuja, ker priklicuje nazaj to, kar naj bi ta poklic nekoč bil. Razumete? In ga ohranja v tej legi nekega vaškega posebneža, ki pa pač zaradi tega, ker proizvaja simbolni kapital za svojo skupnost, ima neke priboljške. Pa zelo pomembno, da trpi. Ne? Ja, no, zato pa radi sprašujete, koliko je trajalo, da sem jaz to izrezala, ne? Da sem jaz tudi se malo natrpela. Ne? Ampak v bistvu, ko pa se odločiš za neko metodo dela, je potem tle bolj neka marljivost na delu, da se to oddela. Ne? Ta marljivost pač to vzameš v zakup. V nekaterih drugih primerih, recimo zlati zobotrebci so bili eno moje delo, 100 zlatih zobotrebcev, kjer mi ni bilo treba nič delati, ker je bilo vse narejeno, zlatarne celje so jih naredile in je pa ravno tako popularno, kot zdaj recimo predvidevam, da bo to delo. Tako da ni prvič, da je to nekaj, kar na rab teksta pa dogaja. Ne? A se vam zdi, da ravno ta pristop nekaterih umetnikov, za katerega ste rekla, da vam pač preseda, da neka širša publika, ki ni v stiku z nujno s kulturo, z umetnostjo, z likovno umetnostjo, da pa ravno tako še zmer razume nekega povprečnega umetnika, ki dela art. Da je to pač kot neke vrste poklic, za katerega si poklican, zato ker je noter v tebi osebnega nekaj na tak način, da moraš ti to svoje iz sebe vendati sebe za druge in tako, zdaj sem malo zakomplicirala. Kako se pa to sliši? Kar ste zdaj rekli. Kako se to sliši? Ko se pogovarjam z ljudmi, ki
zdaj bom rekla zelo poenostavljeno, nimajo pojma o umetnosti in jih to ne zanima, ko pridejo v stik z njo, razumejo in vnaprej projicirajo identiteto nekega umetnika na način tak, ki ga vi prezirate. Kako zdaj, ali bi se mogli boriti proti temu? In kako? A sem čisto zabludila? Ne. Mislim, ne, da bi jaz zdaj želela, da moj svetovni nazor pa odnos do poklica, ki je v resnici nelagoden, no? Ne maram ga v resnici, ne? Da je to univerzalno, sploh ne. In tudi naj imajo ljudje te umetnike, ki so jim v vzor in tudi, ne vem, ampak to je v bistvu ena romantična konstrukcija, ne, ki jo mi vsako leto obhajamo, ravno zdaj s tem Prešernom spet in tako naprej. In tega pravzaprav ne moreš zdaj kar izničiti, to obstaja. Recimo pri glasbi na primer, je to mogoče še celo močnejše, ne? Ne vem, cela Taylor Swift, cel njen art, cel njen opus je njen life. Nič razmišljanja o nekih zunanjih stvarih, o neki likovnosti, o neki izven dosega vsebini. Njen art je njen life, ne. Se mi zdi pri glasbi mogoče še več tega, ne. No, ali pa v literaturi itak, ne. Čeprav v resnici gre za to, da se vedno loči lik, ki ga ti igraš v javnosti od občana, ne, državljana ali karkoli, ne. Mislim, to sta dve različne stvari. Zadeve, ki jih izjavljaš kot umetnik, so nekaj čez drugega, ne, kot kot državljan. To je jasna stvar. Ni zdaj mogoče razstava o kolažu ta ki bi ta problem, ki se sploh ne ukvarja s tem problemom. In mogoče ne gre toliko za to, kako si občinstvo ali pa potencialno občinstvo ali pa ljudje, ki sploh ne hodijo v galerije ali pa ne konzumirajo kulture, predstavljajo ta stereotip umetnika, s katerim moraš, ko ta poklic imaš, pa vendarle živeti, ne, s tem stereotipom. Bolj se mi zdi problematično, če to posvoji stroka in da v resnici se dela ta mitska masa, kot bi rekel Živadinov, ne. To je zelo zanimivo, kako boš ti zdaj analiziral neko umetniško delo in ga pripenjal na biografijo umetnikovo, ne. To je v bistvu stara, večna tema, ne. Koliko razlage za nek opus je v neki biografiji in moramo zdaj mi skenslati vse tiste, ki so bili za Hitlerja ali pa so posiljevali ali kaj ali pa so govorili na Miloševičevem grobu in tako naprej. Mislim, to so zdaj te teme, ki presegajo tole razstavo, ampak zdi se mi, da če stroka v resnici podpira to mitologizacijo, ne, in ravno bo letos ali naslednje leto bo tukaj v tej hiši razstava ene svetovne umetnice, ki točno na tem jaha, ne, in kapitalizira v resnici. Točno to in brez njenega življenja in brez tega patosa te produkcije ni. No, mene to ne zanima. Mene zanima, je možno razmišljati o načinu, kako se umetnost proizvede, ne, ali pa ustvarja, karkoli, za glagol, onkraj tega, no. In da te vede, da te v bistvu v načinu dela nekaj drugega pele. In morda privede do neke inovacije, kot je recimo zdaj ta kolaž, ki bi se ga zelo težko zamislila sama prej. Mislim, imamo definitivno umetnost, ki deluje izven tega. Mogoče večji del umetnosti, ki jo konzumiramo, narejeno tako. Ker konec koncev, če pomislimo na vso filmsko industrijo, večina nje ne izhaja iz ničesa, ne zato, ker pač avtori ne bi tega želeli ali pa avtorem do tega ne bi bilo, ampak zato, ker jo vodi kapital in je skupina, ki piše scenarije, ni posameznik, ampak je dejansko skupina, ne. Tudi nastane kot skupinsko delo, zato ker pač za produkcijo nekega, ne vem, Marvel movija, Marvel filma ne moreš tega narediti kot neko malo zadevo, rabiš kar veliko produkcijskih sredstev, zato ker je pač produkcijsko zahtevno, z vsemi specialnimi efekti, z vsemi igralci, rata kar velika skupina, ne? Tako da se v bistvu ta ego ustvarjalca lahko resnično umakne, ne? Vprašanje je, ali lahko dobimo kvalitetno umetnost tudi s takim umikom in ali umik potem pomeni tudi incentiva kapitala, ali je ta umik lahko potem neosebni
ampak izhaja iz posameznika. Ne? Mislim, mogoče je prav, da govorimo tle o produkcijskih pogojih, kjer o filmski industriji gre v bistvu res za neko najdražjo, najbolj skrajno obliko tega, mogoče pa ravno likovniki pa pol še pesniki, ne, rabijo pa pravzaprav samo, kaj je že rekla, lastno sobo pa kozarec dobrega vina, ne nazadnje, da bi mogoče jaz v neki drugi državi, v nekih drugih konstelacij z nekimi galeristi za sabo, lahko začela tudi proizvajati kaj drugega. Ampak v Sloveniji se pa, zdaj, ko sem stara 60 let, v meni izoblikoval ta način in ta odnos do poklica in do te scene in do tega, kaj lahko prenesem in kaj lahko pravzaprav pospravim v svojo klet ali pa še rajš vržem stran, da mi ne bo v breme. Tako nekako razmišljam. Tako da jaz si predstavljam, da sem pravzaprav simptom te slovenske likovne scene. Simptom umanjkanja produkcijskih pogojev. Ne bi rekla, da ne bi bila tukaj zelo, ne bi jamrala, jaz mislim, da nam gre kar v redu in da smo dosti komod. In da živimo v zelo nezahtevnem okolju, kar se tega tiče. Na tej točki kakšna zadnja misel, ki se pritika kolaža ali plastenja ali razstave plastenje? Vam je všeč, kam so umestili vaše delo? Ali ste sama izbrala kot? Ali... Kot smo dodali. Ja. Kot smo dodali, tako da dobiš v tej osi, ko se skozi ta koridor počasi približuješ v ta drugi prostor, da že nekaj vidiš nejasno in ne veš točno, kaj to bo, tako da te vsaj malo nekaj vabi, da ni prazno. Drugače pa mi je bil dodeljen ta kontekst teh razbacanih kvazi matisovskih pornografskih zadev, tako da se mi zdi, da je Kariža in Šušnika. V moralnem smislu sem malo dvigal na povprečje. Imaš lulike, srnjake, ja, Mina je dosti eksplicitna. Ja, sam Mina je zadaj. Ti se ne vidi čez tuga. To je res, ja, to je res. Vsakakor tudi tako barvno, lepo mal pomiri. Ok, najlepša hvala. Hvala tudi vama. Želim vam uspešno oddajo. Prišli smo do konca pogovorov prvega dela o plastenju. Hvala za vašo pozornost in poslušanje. Ostale epizode Posladka najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode deliva tudi na Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmerl. Ujemite razstavo plastenja do 13. aprila. Hvala tudi vsem gostom, ki so se prijazno odzvali po vabilu za klepet. Nasvidenje in se slišimo kmalu.